O čem bomo torej odločali na volitvah? Za Asto Vrečko iz Levice, Luko Gorškom iz SD-ja, Alešom Hojsom iz SDS-a, Lenartom Žavbijem iz Gibanja Svoboda in Vido Čadonič Špelič iz NSI-ja. Dobro večer vsem. Dobro večer. Gospa Vrečko, začnemo z vami. Kako gledate na to, da so vam v SD-ju speljali enega najvplivnejših članov stranke? Ja, biti član ali pa poslanec Levice ni enostavno. Kajti mi smo načelni, zagovarjamo reforme, zagovarjamo demokratično družbo in dostojanstveno življenje ljudi. In ni enostavno vsak dan poslušati pod pritiski kapitala, tudi včasih drugih koalicijskih partnerjev in poslancev. Mi nismo prvič naše stranke v parlamentu, očitke in kaj vse se bo zgodilo. Zaradi tega menim, da je dejstvo, da včasih pač je nekako kdo izbral tudi lažjo pot. V Levici pa ostajamo močni in gremo tudi taki na volitve, gremo skupaj zvestno, to za nas ne spremeni nič. Nekdo drug bo kandidiral tam, kjer bi Matej Vatovec, seveda pa način, kako se je to zgodilo, pa bi pričakovala malce več korektnosti tako od partnerja, kot tudi od poslanca. Kakšne korektnosti več bi pričakovali od SD-ja? Recimo že klic predsednika stranke bi bil, če gradimo zgodbo tudi za po volitvah in verjamem, da si vsi želimo leve sredinske vlade z nami na čelu, tudi z SD in Gibanjem Svoboda, je pač nekaj, kar so odnosi prvi tukaj tudi pomembni med nami. Zakaj tega klica ni bilo? In v Levici pravijo, da je poteza Tašner Vatovca izdaja. Ste torej v stranko sprejeli izdajalca? Glede, jaz sem prepričan, da nobena stranka na levi sredini, če bi nekdo potrkal kot takšen, kot je Matej Tašner Vatovec na vrata, ne bi mu zaprl vrata oziroma mu ne bi rekel, da ne sme priti v stranko. Se pravi, on potrkal na vaše vrata? Vzajemni pogovori si bili, to je totalno irelevantno, kdo je zdaj trkal na vrata. Je kar pomembno, ker to je ključno, a je gospod Han povabil njega ali je gospod... Ne hodi po strankah okoli in vabi... Dobro, se pravi, gospod Tašner Vatovec je potrkal na vaše vrata, greva naprej. Ja, jaz še vedno verjamem, tako kot je kolegica Asta povedala, Levica je še vedno močna stranka, ljudje ne volijo samo zaradi ene osebe, to ni stranka enega človeka. Jaz sem v bistvu res počaščen in pa ponosen, da je Matej sicer izbral socialno demokracijo, s tem se mi krepimo in jaz verjamem, da se bomo ukrepili do te mere, da bomo dali svojo pravo socialdemokratsko noto v naslednji levo-sredinski vladi. So vas z SD-jem zdaj tako oslabili, da je pod vprašanjem vstop Levice v parlament po naslednjih volitvah? Nikakor ne. Nam kaže ponketak več, pa tudi pomembno je, kaj smo mi naredili. V 15 letih smo premaknili stvari, ki so stale. Smo prva stranka, ki je to naredila in se ni ustrašila reform. Po drugi strani pa mi smo leva stranka, programska stranka. Načela, ki jih zagovarjajo druge stranke, tudi SD, ki je od tega mnogo bolj desno, so drugačne od naše. Mi bomo šli s svojim programom, šli bomo samozavestno in verjamem, da to, kar smo naredili in vizija družbe, ki jo ponujemo tudi skupaj v vezovanju stranko Vesna, kajti to je naša vizija, povezovanje in ne drobljenje, spoštovanje drug drugega in dostojno življenje ljudi bo prepričalo tudi volilke in volilce. Ste vi veliko bolj desno kot Levica, kot pravi gospod Vrečko? Jaz se ne bi več posluževal tega, da v bistvu tulimo v luno, kdo je bolj lev, kdo je bolj levosredinski. Mi imamo svoj program, se ga bomo držali, vemo, kakšne so naše smernice in s tem bomo šli na volitve. Ne bi zdaj tukaj ponovno odkrival nekih identitet. Gospod Čadonič Špelič, zakaj vi pravite, da prestop Tašner Vatovca pomeni nervozo v koaliciji? Ja, potem, ko je sam predsednik vlade v Novem mestu priznal, da institucije ne delujejo, kar pomeni, da država ne deluje, so še zadnji optimisti videli, da je ta koalicija pravzaprav naredila zelo malo, pa veliko obljubljala. Ljudje so resnično razočarani in tudi v koaliciji očitno to čutijo, vidijo in iščejo pač vsak svoj prostor pod soncem. Glejte, ljudje slabše živijo, kot so živeli prej. Plače so v resnici nominalno nižje, ker jim več vzamejo davki in prispevki. Inflacija je, draginja je, posebno hrana. Dejansko obljube o zdravstveni reformi, o dolgotrajni oskrbi
so postale prazna črka na papirju. Torej, ljudje so enostavno razočarani in verjetno so tudi posamezni poslanci znotraj koalicije razočarani. Kar je pa najbolj pomembno, tukaj se pač vidi, da si ne zaupajo več v koaliciji in taka koalicija je pravzaprav že mrtva, je razpadla. Je koalicija mrtva, je razpadla in ljudje živijo slabše, gospod Žavbi? To je bilo pa iracionalen argument. Zdaj, ne? Mislim, koalicija nekaj je razpad, ampak nekdo je šel iz koalicijske v koalicijsko stranko. Znači, suma koalicija je ista. To je bilo brez veze zdaj, ti argumenti. Vi pa rekel drugo stvar. Kaj pa meni danes producirali neko nit razmišljanja, pa to ne prvič v tem mandatu, niti ne prvič v slovenski politični zgodovini. Ne? Mi imamo, ja, vemo, mandati poslanca so od posameznika. Ampak ko nekdo zargumentira svoj pristop v eno v drugo stranko, isto je bilo danes, isto je bilo, ko so Logar pa Irgl šli iz SDS-a, isto, ko Tine Novak šel iz Svobode, da so se kot poslancu, to ni nič narobe, ljudem se stališča spreminjajo, ko živijo, dobivajo neke izkušnje, dobivajo neka nova znanja in tukaj jaz ne vidim nobenih problemov, če nekdo stališča argumentira tako, da jih zamenja, ampak pol ne odstopi, pol ne reče tako, ne. Prejte, jaz bom še bolj trdno zagovarjal ta neka stališča, ki so se preobrazila in jaz tukaj nimam nobenih težav spet s tem, ampak ne to naredi tako, da dobi svežo legitimnost, odstopi, ne gre mandat stranki, konec koncev moramo vedeti, ne. Pa to je neka osnova, bom temu rekel, politične samozavesti mora biti grajena na način, da se vsi zavedamo, da nismo sami bili izvoljeni v parlament. Tako smo ljudje neke stranke, neke liste in neke spoštovanja do tega mora biti. Jaz sem z gospodom Vatovcem sodeloval dobro v tem mandatu, pričakujem, da bomo še naprej do konca, on ostaja del koalicije, tako da nič za koalicijo se danes ni spremenil kot celota. Ampak slišali smo pa le težko besedo, izdajalec, ne? To se pravi, se je nekaj spremenilo, pa nocoj smo tudi slišali, da nihče ni vedel, da se bo to zgodilo, da je to pomenilo veliko presenečenje. Če bi ta koalicija res delovala tako, kot se naven predstavlja, ne bi tega bilo. Jaz pravim, da so tukaj resne težave v koalicijskem raju. Imate resne težave v koalicijskem raju, gospod Goršek, gospa Vrečko, potem pa gospod Hojs? Ne, ni težav v koalicijskem raju, kot je že Lenart povedal, Matej je šel iz ene koalicijske stranke v drugo. Kar se tiče pa glede tega, ali ljudje res živijo slabše, bomo pa videli na volitvah, kjer sem prepričan, da bodo povedali, da si želijo še ene levosredinske vlade. No, po našem mnenju vsak tak prestop, tudi kot se je zgodil danes, v bistvu na nek način izdaja volilcev. Potrebno je vedeti, tako kot se s tem se moram strinjati, kot je povedal kolega Žavbi, torej vsak izmed poslancev je bil pretežno izvoljen v ta parlament zaradi stranke, ne zgolj za sebe. Morda je nekaj posameznikov, kot je gospod Janša, verjetno Golob in še nekaj takih, ki so bili v parlament izvoljeni ad personam, drugače pa so vsi ti poslanci bili izvoljeni na podlagi strankarskega rezultata. In če lahko mirno trdimo, da je današnji pristop izdaja, tako kot je povedala gospa ministrica, bi jaz raje rekel ne izdaja, gre za prevaro volilcev. In ta prevara volilcev se je zgodila tudi v primeru gospoda Logarja, kakor tudi v primeru vašega poslanca, ne vem, ko se piše, ki je pristopil gospodu Logarju. Torej mislim, da se v takem proporcionalnem sistemu, kot je naš, te prestopi nažalost dogajajo, so pa to seveda vse prevara volilcev, zato smo se mi tokrat odločili, da vnaprej ne govorimo o koalicijah z katerokoli od stranko, ampak smo se povezali z volilci in gradimo na koalicijo z volilci. Ljudje niso ujetniki strank, za katere kandidirajo, zagovarjajo tudi svoje ideje in tudi zaradi idej so nekateri izvoljeni in vsake 4 leta imamo volitve in če bojo nagradili ali pa ne nagradili, bomo videli marca. No, jaz mislim, da je to navadno kruhoborstvo in vkolikor si izdal stranko na podlagi tega, ker so bile dodeljene glasovi volivcev v tej stranki, ne tebi osebno, in to 2 meseca ali pa 1 mesec pred volitvami ali pa sredi mandata zamenjaš za neko drugo stranko, je po moje izdaja volilnega glasu. Izdaja volilnega glasu? Ja, kar se tiče tega, kar sem rekla, absolutno se nanaša predvsem na stališča. 12 let
nisem slišala Mateja Vatovca, da bi zagovarjal karkoli socialdemokratskega ali stranko SD. In iz tega vidika priznam, me je to absolutno presenetilo. Šlo je za človeka, ki je zelo dobro sooblikoval in zagovarjal politike levice. So pa politike levice, katerim pa mi ostajamo zvesti, kot tudi številni naši člani in vsi drugi vidni predstavniki in tudi vsi tisti, s katerimi se povezujemo, se nam priključujejo, so pa tiste, ki življenje v tej državi delajo boljše. Bodisi so to zaščita delavskih pravic ali dolgotrajne oskrbe, stanovanja, ki smo zagnali prvič takšno, prenove zakonodaje in tako naprej. In vse to se ne strinjam, nikakor ne z vami, gospa Čadonič Špelič, gre za to, da ljudje živijo boljše, da so plače višje in ne samo nominalno, ampak realno, da inflacija, kot je bila pod vašo vlado, lepo vas prosim, o čem mi govorimo, kako živimo sedaj, kažejo pa tudi kazalniki in meritve. In konec koncev to ljudje ocenjujejo po različnih raziskavah in to ne političnim, tudi sami. In tudi vse to je zasluga levice v tej vladi. Levice kot ekipe, levice, ki gre na volitve skupaj z Vesno in levice, ki bo sooblikovala naslednjo vlado. No, zasluga levice, torej ne samo stranke, ampak dejansko leve koalicije je ta, da imajo vsi tisti z minimalno plačo na podlagi 3 let tega vladanja, 3,5 let 2100 evrov nižjo letno plačo, tisti za povprečno plačo 3600 evrov nižjo plačo in tisti z dvakratno povprečno plačo 5200 evrov plačo. Za nagrado so jim dali božičnico, ali pa z drugimi besedami povedano, tistim z najnižjo plačo so vzeli 3 božičnice, tistim srednjo plačo skoraj 5 in tistim dvakratno povprečno plačo 7. To niso podatki stranke SDS, to so javno objavljeni podatki, ki jih je objavila Gospodarska zbornica Slovenije in pa Obrtna zbornica Slovenije. Ta leva koalicija je uzakonila dolgotrajno oskrbo tako, da je naš zakon, po katerim bi ljudje plačevali nižje prispevke v domovih za ostarele, veljalo to že 2 leti nazaj. Pa so dvakrat premaknili rok. Torej dvakrat so premaknili rok. Zato bodo ljudje upravičeno, po našem mnenju pošteno, to začeli plačevati šele z novim letom. Torej nižje prispevke v domu. Da pa ne govorim o tem, da mnogi, to lahko govorim pa iz prve roke, niso dobili niti še ne one na roko napisane, ne one, bi rekel, stiskane odločbe o dolgotrajni oskrbi. Naša družina je vlogo vložila junija lanskega leta, do danes ni bilo nič. Poglejte, tu pa moram reči, ampak se ne, da me ne čudi, ampak SDS-u matematika nikoli ni šla najboljše. In ja, seveda, plače so višje. Speljali smo plačno reformo, dvignili minimalno plačo. Ne sploh pozabiti, da leta 2018 je bila minimalna plača okoli 630 evrov in tam bi ostala brez takratnega našega zakona. Potem pa smo jo dvignili v tem mandatu. Pa pokojnine, pa dolgotrajna oskrba je pa solidarni prispevek. Kar se vas tiče, od kje bi pa denar za vse to oddeli? Od davkov ali iz nekje druge, ali pa z privatizacije zdravstva in drugih javnih dobrin, ki jih hočejo pač na desnici privatizirati. Tako pač je in gre za solidarnostni sistem. In ja, domovi za starejše so nižji, dolgotrajna oskrba se izvaja, ljudje so v ta sistem vključeni, gotovo bo kakšen primer in je, kajti to se je začelo uvajati, uvajali smo po 2 letih tega, v Nemčiji 10 let, kjer se bo lahko reklo, ampak vse se rešuje sproti, vprašajte direktorje zavodov, ljudi, ki so tam. Vse ostalo je žal navadno sprenevedanje. Mene žalosti, da gospa ministrica ni prebrala našega zakona, torej tako govorjenje, kot ga je sedaj izvajala, je govorjenje na pamet. Dejstvo je, da v našem zakonu ni bila predvidena nikakršna obdavčitev, sploh pa ne obdavčitev upokojencev. Te nikakor ne bi bilo. Po našem zakonu bi seveda najprej z evropskimi sredstvi sfinancirali del dolgotrajne oskrbe. Mimo grede, s tem, kar se hvali aktualna koalicija, torej za e-oskrbo. To e-oskrbo je uvedla naša vlada. Gospod Zvone Černač je bil tisti, ki je uvedel e-oskrbo. Prvih 5000 uporabnikov e-oskrbe je še iz časa naše vlade. Aktualna koalicija je v 3 letih e-oskrbo povečala, zaveste koliko? Za nekaj 100 uporabnikov. Torej, če mene vprašate, popolna katastrofa. In kolikor bi obveljal naš zakon, ki so ga 2-krat predstavili, ker 2-krat so predstavili uveljavitev tega zakona, bi danes nihče ne plačeval, sploh pa ne upokojenci, kakršnega koli davka za dolgotrajno oskrbo. 2 stvari.
Jaz sem si za voljo tega soočenja pogovora, ker sem slišal, da je problematiziranje, da so bruto plače na plakatih, sem šel gledati neto plače. Ne? In zdaj, taki zelo zanimivi podatki, pa bom do centa šel. Maj 2020, 1244,44 neto plača. Maj 2022, 1297,39. V približno 25 mesecih Janševe vlade, zadnje, je šla neto plača povprečna gor za 50 evrov. V času Golobove vlade, recimo 45 mesecev, da je zdaj le traja, je šla iz 1297,39 na 1610,90 evra. To je 313 evrov neto plače, približno dvakratnem obdobju, 50 proti 313. To ni krat 2, to je krat 6. O tem govorimo o neto plačah, nobenih bruto plač. To so dejstva, to so Sursova dejstva. Kar se pa tiče, samo sekundo, kar se tiče dolgotrajne oskrbe. Zdaj, Ali lahko mogoče na to plačo, pa gremo potem na dolgotrajno trgo, ker je imel gospod Hojs repliko na to plačo, ljudi to zelo zanima. No, poglejte, meni se zdi teli podatki, ki so jih je Svoboda zdaj objavila na nekih plakatih. Ne, v Svoboda, vi ste objavili. Preden nadaljujemo, dajmo pogledati ta plakat, ker smo ga pripravili. Na njem piše, da je piše dvig povprečne bruto plače v Sloveniji, ob njem zapis tretja Janševa vlada, maj 2022, 1989 evrov, prva Golobova vlada, september 2025, 2506 evrov. To, če preračunamo procente dviga te bruto plače in pogledamo na drugi strani procente, koliko so se dvignili življenjski stroški, boste videli, da je ta bruto plača, ki je bila v času Golobove vlade dvignjena, dejansko v minusu. Torej, kljub temu dvigu, ljudje lahko s to plačo kupijo manj, si privoščijo manj, ne zaslužijo toliko, kot bi lahko zaslužili, če bi uveljala zgolj naša dohodninska reforma. Nič drugega ne bi bila potrebna. Sem povedal na začetku, 2100 evrov vsako leto pri minimalni plači, 3600 pri povprečni in 5200 pri dvakratni povprečni plači. Ampak so jo gospodje z levice, mislim, da v prvem tednu vladanja razveljavili. Poglejte, davčno reformo brez dvoma rabimo v Sloveniji. SDS pač vedno rad govori, kaj vse bi dal in kaj vse bo naredil, iz kje pa bi to vzel, pa se ne pove. Lepo vas prosim, iz evropskih sredstev dolgotrajna oskrba. Mislim, po drugi strani pa seveda, eden izmed glavnih stroškov, ki se v Sloveniji pa res dviguje, so pa najemnine in cene stanovanj. In od leta 15 do 22, do konca vaše vlade, se dali za to 15 milijonov evrov. Vsi, ki so bili kadarkoli v vladi. Mi nismo bili, mi pa smo zagnali prvič resno stanovanjsko politiko javnih stanovanj, kar pomeni, da bo eden izmed ključnih, temeljnih tistih stvari, ki jih človek rabi za dostojno življenje, torej pravica do bivanja, sedaj uresničena, tako kot tudi pravica do varne starosti. Koliko stanovanj ste v resnici zgradili? A tista Novomeška, s katerim se je minister slikal, tisto niste vi zgradili. Tisto je zgradila Novomeška občina, vi ste se samo slikali. Bodimo realni. Najprej glede stanovanj, nad stanovanj še niste zgradili. Drugo. Oziroma vse, kar so zgradili, je bilo zgrajeno na podlagi iz naše vlade. Drugo, dolgotrajno oskrbo ste najprej ljudem na zalogo denar pobrali. Zdaj pa ljudje ne vejo sploh, kaj jim za ta denar pripada. Pejte v dom starejših pa vprašajte, kaj se tam v resnici dogaja. Da ne govorimo o tem, da oskrbe dolgotrajne na domu sploh ni. Zato, ker niste bili, tisto je e-oskrba in se ne hvalite s tistim, česa ni. In tisto, kar niste bili sposobni narediti, je to enostaven računalniški sistem, da bi se lahko ljudje upisovali in da bi se lahko izdajale odločbe. Torej, ni res, da ste naredili nekaj dobrega za ljudi. Zmedli ste jih. Drugo je pa treba še tudi povedati. Ampak ljudje tudi poslušajo vaše izjave, vaše stranke in stranke SDS in zaradi tega se veliko ljudi sploh ni vključilo v dolgotrajno oskrbo in potem je bilo pa res treba vsakemu posebej razlagati, ker se niso mogli vključiti. Enostavno pač so tudi bombardirani z različnimi informacijami in jih je strah upravičeno. Zaradi tega moramo dajati
samo preverljive informacije. In tudi na nas, politikih, je, da ne strašimo ljudi, da če delamo en nov socialni steber, je tudi odgovornost, da govorimo tisto, kar je res. Tudi na opoziciji. In res je, da vam dolgotrajna oskrba ne deluje. Saj ste to priznali, ko ste prišli v Državni zbor z interventnim zakonom. Če ga ne bi sprejeli, bi zdaj ljudje bili še popolnoma brez oskrbe, za katero so plačevali pol leta. Bodimo realni. Gospod Žavbi? To skakanje čez mene je nekorektno. Mislim, dvignemo roke, imamo nek red. Ni treba. Nismo pa tudi v zverenjaku, da se skačemo drug čez drugega, to bi bilo brez veze. Zdaj, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, tle treba ljudem zelo plastično predstaviti, ker je bila pa debata, kaj so NSI minister Cigler Kralj napisal v ta zakon o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga mi vzeli. Pri delu financiranja zdaj govorim. Tam je bilo taksativno naštetih 5 potencialnih virov financiranja. Sam na 2 se bom fokusiral od njih. Med njih so bila evropska sredstva, tukaj je prej ministrica rekla. Ljudje si predstavljajo evropska sredstva kot neko vrečo denarja, ki tam obstaja. Moramo vedeti, da pri evropskih sredstvih par dejstev. To je ponavadi na neka obdobja, imamo različna obdobja, kdaj se ta sredstva črpa in so ponavadi vezana na neko določeno obdobje. Zdaj nemogoče je, da bi evropska sredstva bila temeljni vir ali pa eden od temeljnih virov financiranja dolgotrajne oskrbe, lahko bi bila za kakšno investicijo, za kakšen projekt, ki je. In so tudi bila in so bila tudi časa te vlade in to, ki ni noben problem. Zdaj, vmes je bila pa tam, in to je tle zanimivost, na zadnjem mestu potencialnega financiranja dolgotrajne oskrbe NSI, je bila pa donacija. Oni bi z donacijami financirali dolgotrajno oskrbo. Ko je sprevrženo to, z donacijami. Poglejte, to je totalno zavajanje volivcev. Ena od glavnih virov predvidenega financiranja dolgotrajne oskrbe z našega zakona je bila tako imenovani demografski sklad in pa dobički, ki jih ustvarjajo državna podjetja. Dejstvo je, da so vse ta državna podjetja postavili ali pa ustvarili naši predhodniki, naši predniki, deloma tudi mi, in ni nikakršnega razloga, da bi te dobički, danes ne vemo, kam odhajajo, čez Balkan, na gen poslovalnice in tako naprej, ne bili tisti dobički, ki bi bili za to, da bi ljudje ne plačevali dolgotrajne oskrbe. In mimo grede, se veste, ljudje ne rabijo dolgotrajne oskrbe zato, da boste v tisti odločbi, ki jo danes dobijo, bilo na koncu napisano, ker vam pa ne moramo zagotoviti dolgotrajne oskrbe, boste dobili pa 340 evrov. Ne, ljudje ne rabijo 340 evrov. Ljudje rabijo človeka, ki bo za njih poskrbel. In tega ta koalicija ni sposobna uresničiti in tega ta koalicija ni uresničila in nikoli ne bo uresničila, zato seveda ne zaslužijo še enega mandata. Zdaj, tle je bilo veliko enega zavajanja. Demografski sklad, ki ne obstaja. Financirali se bo, ni bilo nikoli demografskega sklada, sprav financirali bi se iz neobstoječe stvari. Druga stvar, dobički podjetij državnih. Ampak to gre v proračun. Zdaj, dobički državnih podjetij gre na koncu proračun. In to pomeni, da hočete vi reči, da bi se upravičujem. To pomeni, da bi vi pač iz proračuna to financirali. To je sam pač drugače napisan, ampak pomeni pa, da bi iz proračuna bilo to, kar vi povedali. A je to kaj narobe? Čakajte, sam pač zmišljujete si obvode, zato da pomeni neki ful utopističnega, ful pomembnega. Ne, pač iz proračuna bi vzeli denar. Ni utopističnega. Iz proračuna bi vzeli denar. Povejte tako. Vzeli bi za zdravstvo. Zato ni z donacijami prav nič narobe. A veste, sej, ker tudi šport je deležen veliko donacij. Kadar ljudje zaupajo politikom, tudi donirajo tam, kjer je to potrebno. Ne, jaz ne govorim o donacijah strank. Jaz govorim o donacijah, o kateri ste vi govorili. Pejte pogledati druge, tudi vaše zakone, pa boste videli, da so notri napisane donacije. Vi se tukaj delate Francoza. Inštitutu je treba dati donacije, ne? A je inštitut tisti, ki bo delal dolgotrajno oskrbo? Če jo bi, pa naj dobi tudi inštitut. Javni zavod se ne more financirati iz donacij. Lepo vas prosim, gre za socialni steber socialne države. Iz proračuna se pa najbolj lahko, ne? Šport se financira, vi govorite o društvih, o zasebnih zavodih, ne pa o javnem zavodu in javni mreži. In
proračun, poglejte, proračun pa gre za šole in tako naprej, za vrtce in pač enostavno, ja, mora iti tudi za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ampak to, kar se je pa naredil zdaj, je pa nov socialni steber in zato ima nov vir financiranja. In ja, že se pozna, ljudje dobivajo manjše položnice. Glede, jaz vam pa moram zdaj nekaj o donacijah in o podjetjih povedati. Če boste šli po novomeških javnih zavodih, naj bo to novomeška bolnica, novomeški zdravstveni dom ali novomeški dom starejših, povsod boste videli zahvale za donacije Krke, tovarne zdravil. Torej, vi hočete javno povedati, da je to narobe. Pejte to povedati v Novo mesto, povejte to gospodu Colariču. Ne, samo to ni sistemski vir Da financiranja. to ni sistemski vir Normalno, da financiranja ni. in da je Pa jasno, vir. zakaj donacije se lahko tudi v javnih Normalno. zavodih porabijo. Vi pa govorite o sistemu, javnem sistemu dolgotrajne oskrbe, socialnem stebru. No, to je res, pač vi zagovarjate privatno privatizacijo tako v zdravstvu, kot tudi drugje v šolstvu in tako dalje. In to je to. Naš sistem. pa dober. Da zagovarjamo Privatizacijo. ne privatizacijo. Pa ste rekli, da. Mi Tako kot v Ameriki, kjer je tako super Ne, zdaj vam pa sistem. moram jasno povedati, da največjo privatizacijo v zdravstvu delajo dolge čakalne vrste. In vi ste za to odgovorni. Kadar nekoga nekaj boli, ne glede na to, koliko denarja ima, zbere tisti denar in plača privatno storitev, ker ne more čakati mesece ali leta na en poseg. In to je privatizacija. Privatizacija zdravstva, ki je naša ustavna kategorija. In to vam je ustavno sodišče tudi povedalo. Kje je zdaj tukaj? V tem momentu je SD zelo zmeden, ker pri vseh teh skrbeh za starejše in dolgotrajno oskrbo se čudim, da nismo še prišli do skupne rešitve, oziroma zdaj smo mi prišli do rešitve, tudi če ta sistem se izkaže, da je mogoče pomanjkljiv, se ga da izboljšati in zdaj vidim, da nas vse skrbi za to problematiko. Če pa smo že totale pogovor označili tudi za prvo predvolilno soočenje, bi pa rekel samo eno stvar. Vsi se zavedamo, da mi več ne motiviramo ljudi, da se zaposlujejo za oskrbovalce ali oskrbovalke v domovih za starejše. Se pravi, se vsi zavedamo, da v naslednjem mandatu, ne glede na to, katera vlada bo, bomo mogli to prioritetno nasloviti. Jaz upam, da se tudi vsi zavedamo, da bomo mogli prijeti do skupne rešitve pri temu. Bi pa tudi tako rekel, ne, mislim, jaz upam, da se tudi zavedam, da moramo mi prepričati ljudi, da pridejo voliti. In s tako debato, ki smo imeli zdaj zadnjih 5 minut, mi je zelo žal, jih pač ne bomo prepričali, da grejo voliti. Ja, zato bi mogli mal drugačen plačni sistem narediti, ki ste ga naredili. Ne, Ja, ampak je treba nadomestilo potem najti, kaj bo- ne, da ste enormno povečali plače sami sebi, ne, ki jih boste imeli v Niste naslednjem nadomestila mandatu. takrat a ne. predstavili. Kaj bi Ja, nadomestilo? poglejte, sami Samo sebi ste davek na povečali premoženje. plače, Pa ne, ne, ministrom. nismo sami sebi. V naslednjem mandatu. Hvala lepa. Mislim, da moramo ljudem Medtem ko pa vsem tistim, ki pač delajo, oziroma vsem oskrbovalkam, medicinskim sestram in tako naprej, so pa te plače dvignili bagatelno. In mimogrede, naša dolgotrajna oskrba, naš zakon o dolgotrajni oskrbi ni predvidel, da bomo z prvim letom ali pa z drugim letom ali s tretjim letom kogarkoli obremenili z novim davkom. Nikoli pa ni bilo predvideno, da bodo dolgotrajno oskrbo plačevali tudi upokojenci, ki zdaj jo. Pri plači je ena najpomembnejših in res prelomnih stvari, ki jih imamo po 35 letih države, je to, da mi sedaj nimamo več plačnih razredov pod minimalno. In to je bila enih ključnih zahtev levice. In zato smo se mi borili in na začetku, mi to govorimo leta in leta, in na začetku ste bili vsi proti, oprostite, tudi v vaših opozicijskih strankah. Ne, minimalna plača mora biti manjša, to je preveč in tako naprej. Uničili boste gospodarstvo. Zdaj vam ni človeka, ki bo rekel, da je višanje minimalne plače ali to, da je enka je minimalka slabo. Imamo rekordno zaposlenost, dobre rezultate in tako naprej. In to so tudi te ukrepi. Zdaj pa je enka, je minimalka, torej, da nihče ne zasluži manj, seveda vpliva na cel sistem in posledične se plače višajo in zato je tisto, kar je na plakatu, tudi resnično. In sistem ne deluje. To, da je to slabo, vam je včeraj povedal, lahko pogledate na, mislim, da javni radio televiziji finančni minister. Povedal je, da se s vašim predlogom vašega ministra o 1000 evrih minimalne plače nikakor ne strinja, da je preveč ljudi odvisnih od socialnih podpore in da preveč ljudi socialne podpore izkorišča. To, kar v stranki Levica vse skozi zagovarjate. Ampak dajmo končati, kjer smo začeli. Res, da je malo časa še do volitev. Kaj zdaj ta odhod
Tašner Vatovca zdaj pomeni za nadaljne delo SD-ja in Levice v vladi? Ministri se boste srečali se boste z gospodom Hanom na naslednji seji vlade. Res, da je 2 meseca malo, no. Boste sodelovali ali to zdaj pomeni, da se boste, ne vem, ko boste šli v dvorano oziroma ko boste šli v sejno sobo vlade, da boste vi gledali, ne vem, levo, gospod Han desno? Jaz že nikoli v življenju nisem nikogar ne pozdravila ali karkoli podobnega, tako da nisem slabo vzgojena in predvidevam, da tudi ne gospod Han kljub vsemu. Ampak kar bomo delali, absolutno bomo sodelovali. V Levici smo rekli leta 2022 in tudi vedno prej, da bomo šli v tisto vlado, levo-sredinsko, kjer bomo lahko uresničili boljše življenje za ljudi, blaginjo za vse. Tako bomo šli tudi v naslednjo vlado. Kdorkoli bo tisti, ki se bo strinjal s koalicijsko pogodbo, z levo-sredinskimi vrednotami in v kateri bo Levica, verjamem, imela večjo moč, da bomo lahko blaginjo za vse tudi uresničili. V tej koaliciji smo odrasli ljudje, delovali bomo naprej državotvorno, tako kot smo do zdaj in tudi v naslednji levo-sredinski vladi, katere del bo tudi Levica. Verjamem, da bomo dobro sodelovali za skupno dobro, za dobro ljudi. Jaz pa mislim, da javni sistemi morajo delovati. To je javno zdravstvo, sociala, policija in tako naprej. In ti zdaj ne delujejo. Zato potrebujemo drugo razvojno desno-sredinsko vlado. Jaz verjamem, da teh težav okoli tega, ali bo Levica sodelovala v koaliciji ali ne bo, kajti verjamem, da Levice v naslednjem parlamentu ne bo in sem prepričan, da bodo ljudje izbrali desno-sredinsko varianto za naslednje 4-letno vladanje. Bom končal s samokritiko te koalicije, z enim delom, ki je pomembno se pokazal tudi v tej debati danes. 2 stranki sta v tej koaliciji prevzeli preveliko vsebinsko odgovornost za delo koalicije. Očitno tista izbira resorjev ni najboljš, bom rekel, porazdelila vsebine, težje vsebine, koherentno po vseh 3 strankah. In pravilno bo, to je dober razmislek, da za naslednje, če bomo sestavljali, verjamem, da bomo vse 3 stranke še enkrat vlado, da tudi 3. stranka dobi kakšno resno reformo za speljati. Najlepša hvala vsem, da ste bili naši gosti v tem prvem predvolilnem soočenju. Hvala.